Nutrije na brežinah Rižane in Badaševice poznamo že vrsto let. Doslej se o njih ni veliko govorilo, saj so to precej mirni rastlinojedi glodavci, ki živijo v vodi ali na obvodnih področjih. Nutrija sicer izvira iz Južne Amerike, kjer so jih zaradi lova v namene pridobivanja kožuha skorajda iztrebili. Drugo ime zanjo je bobrovka, saj spominja na bobra, vendar se od njega razlikuje po obliki repa in dveh sekalcih značilne oranžne barve. Tudi v Slovenijo so jih pripeljali kožuharji, ki so jih gojili v ujetništvu že v 30 letih 20. stoletja, vse dotlej, ko je bilo krzno še modna muha. Tam na izviru reke Rižane pri bobrih, tisto so bile nutrije, to, ne vem pa, kdaj je bilo to vzpostavljeno. Jaz mislim, da so nutrije sem prišle v bistvu čisto iz nekih ekonomskih vidikov, ker so jih pač vzrejali za pridobivanje krzna. Pol so pa bodisi zbežali v naravo, bodisi so jih rejci spustili, ko to ni bilo več ekonomsko upravičeno. Tako smo tudi v Sloveniji, v porečjih Rižane, Ljubljanice, Save in Mure dobili tujerodno vrsto, ki že več desetletij živi tu, večinoma na brežinah stoječih in počasi tekočih voda, jezer in akumulacij. Nutrije so aktivne ponoči, ker pa jih ponekod ljudje hranijo, so še posebej v bližini naselij temu prilagodile svoj bioritem in navade. Nutrije so sicer rastlinojede, živijo v rovih, ki jih izkopljejo v obrežje, zato jim stroka očita, da s tem lahko spodjedajo obrežine. Vendar Ja, študije, ki bi konkretno raziskovale vplive nutrije v Sloveniji, ni. Seveda opazovanja kažejo na objedeno vegetacijo, na rove v brežinah, povečano erozijo, vendar ni bila konkretna študija, ki bi spremljala in dokazala, za kakšne konkretne vplive gre. Obstajajo pa take študije za tujino in nedvomno ima nutrija pomembne vplive, saj uničuje vodno vegetacijo, povečuje erozijo voda in hkrati tudi vznemirja in lahko moti ptice v času gnezdenja in podobno. Doslej večjih debat o nutrijah ni bilo. Kaj se je torej zgodilo? Pregled medijskih objav pokaže, da se je gonja proti nutrijam pričela sredi maja, ko so pogrizle cevi dveh luksuznih plavajočih hišk, parkiranih v Gruberjevem kanalu v Ljubljani. Lastnik, podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, je cevi moral zamenjati za odpornejše. Nutrije pa so prišle pod žaromet in v nemilost lovcev in biologov. Stroka se za napoved odlova sklicuje na evropsko uredbo, ki pravi: Ja, nutrija je invazivna tujerodna vrsta po evropski uredbi. Vse države članice smo dolžne ali odstraniti tujerodno vrsto iz okolja, ali pa vsaj preprečiti njihovo širjenje v prostoru in povečevanje škode, ki jo v obstoječem prostoru, kjer je že naseljena, povzroča. To pomeni, da je treba zmanjševati njihovo število, oziroma, če se ga da, najbolje je vrsto odstraniti iz njenega nenaravnega okolja. In v bistvu ni pomembno zdaj, kako veliko številčnost je cilj, da se populacije čim bolj zmanjšajo in z lovom nismo uspeli zmanjšati števila nutrij oziroma jo obvladovati, kljub lovu se je nutrija še vedno širila in se je populacija povečevala, kar pomeni, da ta ukrep ni bil zadosten. Zato zdaj še odlovi z živolovkami in pa potem ustrelitev njihova. Napoved odlova je na noge dvignila naravovarstvene aktiviste, ki so še posebej kritični do načina lova in usmrtitve. Blanka Štibil, ki zase pravi, da je zgolj aktivna državljanka, je ustvarila peticijo, ki jo je v dobrem tednu dni podpisalo 24.000 ljudi. Poziva k drugačnemu obravnavanju teh živali. Prvo bi bilo fajn vedeti, po katerih študijah in raziskavah so oni to sploh prišli do tega, ker kot so potem kasneje izvedli, gre za študije iz tujine, ki se nekako ne more primerjati z nami. O številkah ne vemo nič. Po eni strani stroka reče, da v istem stavku, da ne vemo sicer natančnega števila nutrij, se je pa to trend rasti zvišal za 2-krat do 3-krat. Tako da je na protislovja, mi pozivamo v bistvu k bolj humanemu pristopu, se pravi najprej konkretni raziskavi teh številk in potem bolj humanemu pristopu. Aktivisti opozarjajo, da živo lov s kasnejšo usmrtitvijo živalim po nepotrebnem povzroča hud strah. Po besedah Sonje Rozman je bila ta metoda izbrana zato, ker samo lov ni dovolj učinkovit.
Za kastracijo ali sterilizacijo se niso odločili, saj ni znano, kakšno je preživetje steriliziranih in kastriranih živali ter kakšne so njihove socialne interakcije z drugimi osebki po kastraciji ali sterilizaciji. Priročnik, kako obvladovati invazivne vrste, domneva, da ta metoda živalim povzroči več trpljenja. Vendar so se v bližnjem Trstu po protestu pred 2 letoma vendarle odločili zanjo. V Trstu so se potem odločili za kastracijo in sterilizacijo. In je bilo to uspešno? Ne vem, koliko je uspešno, ker so komaj v začetni fazi. To je zdaj, mislim, da 2 leti odar so bili te protesti, ampak bomo videli, kaj bo iz tega. Sigurno je bolj human način. Zaenkrat naj bi se odlov nutrij izvedel le v krajinskem parku Ljubljansko barje. Kakšna pa je situacija z nutrijami na obali? V naravnem rezervatu Škocjanski zatok je v bistvu glede na površino sladkovodnega dela rezervata, ker se nutrije recimo zadržujejo, je število teh glodavcev majhno glede na površino. Jaz bi ocenil tam nekje na največ 15 osebkov. In neke škode v teh letih, je pa res, da je pred leti bilo to število nutrij bistveno višje, zdaj pa je nekako zmanjšano, verjetno je to tudi pogojeno z hrano, ki je v okolici. Zdaj pa, recimo, kar se tiče vodne infrastrukture, recimo vodno-gospodarske, torej nasipov, zaporničnih sistemov, sifonov, kar imamo tukaj noter za upravljanje ustreznih vodostajev. V vseh teh letih nismo opazili nobenih nekih negativnih vplivov, da bi spodkopavali nasipe ali kakorkoli. Je pa res, da recimo se opaža vpliv na obvodnem in obvodnem rastlinju, vendar pa to je nekako še zmeraj v mejah neke, ni to tako kritično, vsaj po naših ocenah in ocenah botanika, ki tukaj dela. In kar se tiče pa tudi nutrij, smo pa recimo tudi v preteklih letih opažali tudi to, da recimo kakšno majhno lutrijo rjavi lun zna tudi opleniti. Morda bi bila vendarle na mestu domača študija o tem, kakšno je število nutrij in kakšno škodo povzročajo, preden se stroka in lovci odločijo za poskus iztrebitve, češ da to naroča evropska direktiva. Kljub temu pa je na mestu opozorilo biologov. V bistvu je na nas ljudeh, da preprečimo take ukrepe, tudi kot so usmrtitve tujerodnih vrst. Zaradi tega, ker mi smo krivi, da smo jih pripeljali v novo okolje, in predvsem na nas je, da preprečimo nadaljnje vnose invazivnih tujerodnih vrst. Te lovi nutrij niso zaradi sovraštva do nutrij, ampak zaradi varstva domorodnih vrst in ekosistemov. To je v bistvu ključno sporočilo. Toda lov z živolovkami in nato ustrelitev je po tolikih letih sobivanja z nutrijami vendarle zelo agresivna metoda za varovanje domačega ekosistema. Naj dodamo še, da naj bi meso nutrij nato uporabili za hrano za pse, češ da je po podatkih veterinarjev zdravo.